Hvala lepa vsem. Hvala lepa za tako veličastno pripravo energiji, bi jaz temu rekla, kar se je občutilo. Je bila ena harmonična, mehka, tolerantna predstavitev obeh kolegov pred mano. Tukaj sem kot predstavnica duhovne skupnosti Oriš. Oriš v prevodu pomeni energija narave. In do tega znanja ali pa do tega proučevanja smo prišli bolj kot ne naključno v iskanju nekih odgovorov, v iskanju tudi tega, o čemer danes govorimo, o nekem ženskem principu, v iskanju neke reference ženske moči, ki ni bila zaznamovana z vsemi temi časi vmes, ko je ta bila več, manj vredna in pozicionirana v nekem pogledu, kaj je tukaj več vrednega. In tako smo prišli do Ifa filozofije, ki se je ohranila v narodu Yoruba v Afriki. To je narod, mi mu rečemo pleme, ima pa 30 milijonov ljudi, tako da to ni ravno majhno pleme. In v tem narodu se je ohranila oralna kultura, mitologija, imenuje se Ifa in v prevodu to pomeni kot modrost, o človeku, človeškem karakterju, njegovi umeščenosti v življenje. Poudarek te filozofije je individualnost, torej kako razumeti človeka, individualnega, kako ga podpreti v njegovem ciklusu, kako ga razumeti oziroma kako ga podpreti, da bo sam razumel sebe. To je tradicija, kjer ni bilo nobenih izkušenj inkvizicij ali ostalih teh naših ali pa po naši zgodovini izkušenj tukaj na tem teritoriju. In samo pojmovanje žensk, tam tudi kulturno, ženske so spoštovane enakovreden član družbe. V samem proučevanju se v tej filozofiji niti ne obračamo toliko na, ali pa se ne obračajo na ženske, moške, ampak bolj na principe, se pravi ženski in moški princip, ker se smatra, da smo vsi rojeni iz obeh principov, se pravi za rojstvo v to življenje je potrebna mama in je potreben oče. To so dve različne energije, dualnost, brez katere mi ne bi mogli obstajati v tem telesu, v tem vidiku, kot smo. Če ene ni obstoja. In je popoln absurd razmišljanje, katera je več vredna. So drugačni. Se pravi, so dva drugačna principa in če enega ni ničesar. In je popolnoma nesmiselno razmišljati o več ali manj vrednosti. V samem proučevanju proučujejo vse vidike življenja. Naravo, skozi naravo, človeka v njej, njegov abstraktni del, usode, duše, njegov fizični del, materializacije, umeščenost sedaj v času in prostoru, potem vse cikluse življenje, tisto pred rojstvom, rojstvo, vsi ciklusi odraščanja, prehod v neko zrelost, ker je ženska spet drug vidik, kot je bila kot najstnica, prehod v potem, ko to, recimo ta vidik plodnosti izgubi v modrost, prehod naprej in enako tudi moški. V smislu razumevanja, recimo tudi skupnost imenuje duhovna skupnost energij narave,
v tej filozofiji naravo še vedno razumejo in poskušajo razumeti v vseh njenih principih, vidikih. Se pravi, enako kot ima človek svoj vidni del in svoj abstraktni del, na enak način se proučuje vse v naravi. In recimo smatra se, da smo tudi mi del te narave, naprimer, ko se proučuje vodo v življenju, mi smo del vode, oziroma imamo vodo v sebi, prav teh, 70%, kakorkoli že. In če želimo spoznati svoj, tudi ta del teh 70% v njenem abstraktnem, duhovnem vidiku, je razumevanje tudi te esence vode izjemno pomembno. Naprimer tudi samo dejstvo, da ko se tuširamo, ko se izperemo, se ne sprostimo samo, ali pa ne očistimo samo fizično, ampak ta neka energija te vode nas tudi znotranje svojo abstraktno energijo očisti, sprosti, izmije stres. In z takega vidika se preučuje v naravi vse, kar obstaja. Ker smo del tega prišli v ta vidni svet, in to je recimo, mogoče bi izpostavila tu prvi ženski princip, to je nekaj, kar se imenuje v tej filozofiji matere univerzuma, in eden od vidikov tega je recimo tudi zemlja, prst, maternica. Se pravi, to je princip materializacije. Ko recimo se nekdo rojeva, prinese svojo abstraktno energijo s seboj in ta se potem skozi ta stik preko tega vidika materializira, dobimo telo, postanemo del te zemlje, postanemo del narave, nam je dala dar vitalnosti, mineralov, vode, hrane, vsega, kar konzumiramo v svojem fizičnem in tem abstraktnem vidiku. V smislu proučevanja potem naprej, se pravi, eno je materialni vidik, drugo je abstraktni, duhovni vidik tega, bi ta energija predstavljala ženski princip pravice, da obstajamo, avtomatske pravice, da smo, nepogojovano. Naprimer, kot je rekel pred mano kolega Kelih, se pravi, nekaj, kar sprejema. Prst, zemlja je nekaj, na kar stopiš in ne bo rekla, tale mi je všeč, tale mi pa ni všeč. Tale bo hodil po meni, tale pa ne bo hodil po meni. Se pravi, je princip sprejemanja. To je eden od arhetipov energij. In skozi ta arhetip smo rojeni tako ženske kot moški. V samem strukturi ženske s svojim aspektom maternice in vsega smo fizično, imamo ugrajen ta princip bolj vidno vase, hkrati pa ga imajo tudi moški. In tudi ženske imamo moški princip v sebi. Pomemben je v kakšnem ravnotežju oziroma kakšnem odnosu. Skozi to potem razumejo in preučujejo različne arhetipe. Mnogo je energij, mitološko smatrajo, da jih je preko 400. Ni to v smislu statistike in matematike, ampak samo govori o različnosti tega življenja, o različnih možnostih, različnih izkušnjah, ki jih tudi človek gre skozi v svojem življenju. Naprimer, ko greš skozi svoje življenje, v določenem trenutku se soočaš s partnerstvom, v določenem iskanju nekega svojega bistva, v določenem potem recimo se ženska izraža kot mama, v določenem mora biti bojevnica, v določenem spet naprej princip modrosti. Pravi, to so različne izkušnje, lahko tudi v enem ciklusu imaš več vlog, ki jih igraš v življenju. Doma si mama, si žena, v službi rabiš biti nekdo, ki tekmuje, ki se izpostavlja, ki išče svojo pozicijo, v prijateljstvu si spet
lahko nekaj drugega, se pravi v enem istem času lahko nekdo igra več vlog znotraj sebe. In v tem proučevanju človekove individualnosti se potem proučuje skozi te arhetipe, ki jih sicer pojmujejo kot božanstva. Ne samo v religioznem smislu, lahko to hitro preide. Lahko gremo v razpon od filozofije do potem nekega folklornega razumevanja nečesa, ko se nekaj smatra, kot da bo nekaj zunaj rešilo nekaj za nas. Lahko pa se proučuje v smislu filozofije. In v tem vidiku nas danes zanima ta ženski princip. Se pravi, in ženski arhetipi, ki so ohranjeni skozi ta pristop. Ta božanskost je bolj v tem smislu spoštovanja, da se nekaj ne smatra sužensko. Se pravi, da nam zemlja ne rabi dajati sužensko, da žena ne rabi dajati svojo energijo, svojo pozornost sužensko, niti ne moški brez spoštovanja. To je ta božanskost, ki je tukaj izpostavljena skozi to, da principe narave častijo kot božanstvo, da naše karaktere častijo kot božanstvo, da se tako moški kot ženski princip razume kot kralji, ki igrajo različne vloge, kot božanstvo, ki igrajo različne vloge. Mitologija, ki je nekako baza za proučevanje vsega tega, obstaja ogromno paleta mitoloških zgodb. Ta mitologija, mitologija je z UNESCO zaščitena oralno nasledstvo naše vseh. Sedaj smo nekje v fazi, mi se ne moremo učiti več oralno, tako ko so se oni z roda v rod, tisoče let, da to sicer zapisujemo, snemamo in na vse vidike se trudimo, da bi ta znanja, ki verjamemo, da se bila tudi na našem teritoriju v nekem času davno nazaj, v tej obliki, to pokažejo tudi vse te folklorni ostanki tukaj na našem teritoriju, vendar da je tam v življenju ohranjen še ta nek princip vsega tega razumevanja. Šla bom samo čez par ženskih arhetipov. Se pravi, moški in ženske imajo lahko te arhetipe v sebi. Kar pomeni, tudi ženske imajo moške arhetipe v sebi. Mnogo njih. Proučevanje teh arhetipov je zaradi tega, da nekdo razume, kaj se bo dogajalo v življenju, razume svoj karakter, razume svojo umeščenost v čas in prostor. In recimo, če navedem samo še par teh najbolj popularnih, da tako rečem, recimo ta ženski princip zemlje samomenija, recimo omenila bi princip te vode. Morje samo, kot morje, eno od energij morja se imenuje Jemandža. To je ta princip morja, ki neguje. Se pravi, če gremo mi na morje kot dopust 14 dni, potem nam tudi ta energija deluje na nas. Če gremo na sprehod v gozd, ta energija gozda deluje na nas. Nevidno, nehote nas pomiri. Esenca, struktura, vse, kar to vpliva. In proučuje se ta vidik morja. In to se imenuje tudi, oziroma je absolutno ženski vidik, ta materinski vidik morja, ki neguje. Ima več vidikov morja samo. Tudi moški princip, recimo ko valovi odbijajo vse, kar se pravi, vržejo na obalo, vse, kar ni potrebno. To je eden od vidikov, iz katerega razumemo, proučujemo tudi svoje delovanje. Ta vidik morja, Jemandža, je tako kot recimo, če otrok pade in ga mati vzame v naročje. Ga pomiri, ga umiri. Saj tista kri, ki teče, ne bo sama po sebi odšla, bo pa prišla neka notranja pomiritev. To je ta princip ženskega principa materinstva, nečesa, kar se v tej kulturi imenuje arhetip Oriša Jemandža.
Potem imamo še en princip vode, v tej kulturi se imenuje ošun, pri nas bi temu v prevodu rekli tekoče reke, tekoča voda. Se pravi, tekoča voda v nas ima tudi veliko vlogo znotraj nas. S to vodo, tudi tej vodi, voda ima princip ima ženski princip, je povezana z našimi čustvi, z našimi rodili, z našim limfnim sistemom in proučujemo skozi njo potem vidik na samo fizično zdravljenje, na plodnost, na privlačnost, na vse, kar deluje na čustva. In imamo potem v univerzumu vodo, tudi zunaj nas, imamo njeno esenco, se pravi voda mehča, pomirja. Če poznamo in proučujemo energijo vode, lahko uporabimo ne samo njen fizični vidik, ampak tudi ta nek energetski vidik. Recimo potem bi omenila energijo vetra, tornada. Tudi to je ženski princip in ponazarja bojevnico, spremembo, nekaj, kar se zamenja. Zakaj nas zanima v proučevanju človeškega karakterja nas, žena, to vse skupaj? Recimo, če ima nekdo bolj izražen vidik jemanđa v sebi, potem je skozi karakter ta človek, lahko moški, lahko ženska, z več tega ženskega principa, materinski, nekdo, ki daje, pomirja. Ošun bi bila zapeljiva, bi bila tista, ki zelo dela na tem, da privlači. Se pravi, če prevedemo to čisto na to danes moderni aspekt, bi rekli, embalaža tudi spada pod to, moda spada pod to, vendar to gre globlje v sam aspekt privlačne energije znotraj nas. Potem imamo veter, tornado, nekdo, ki ima tega principa več. To je bojevnik, to je tista ženska, ki drži 3 vogale v hiši in podpira, je gonilna sila naprej. Recimo potem imamo aspekt, ki se imenuje rile. Zanimiv aspekt, ki se recimo danes dogaja v družbi. Ona je bila tista, mitološko, skozi mitologijo študiramo pristop, ki je naštudirala boj, naštudirala je vse moške veščine tistega časa, da je lahko bila sprejeta od moške družbe. Ker očitno tudi v tem nekem mitološkem času so bile ženske in so bili moški. In ni bilo te povezanosti in komunikacije. In potem je ta naša mitološka herojinja, Rile, naštudirala bojevne veščine, bila je lovka, bila je zdravilka, da so jo moški sprejeli kot sebi enako. In skozi to potem je lahko moškim predala esenco ženskega principa. Da so lahko videli, da to ni nekaj njim nasprotnega. Da je potem lahko prišlo do dialoga. Se pravi, včasih v svojem življenju smo v tej vlogi, v podjetju, v družbi. Včasih smo v vlogi zapeljevanja. Takrat je ta princip ženske ošun, bolj na vidiku, bolj nas zanima naše čustveni aspekti, partnerstvo, ljubezen, včasih smo v vidiku matere, včasih je potrebna sprememba, iti naprej. In na tak način se potem proučuje ženski arhetipi, ženski principi, karakter. Poudarjam še enkrat, da je ta ženski principi enako v moških kot v ženskah, tudi ženski imamo moške principe. Skozi ta vidik je prosto govora o različnosti. Recimo vsakič, ko tam doživim neki njihov
kulturni, religiozni, filozofski način delovanja s temi energijami, obstaja dualnost. Če se dela z ženskimi energijami, ponavadi so moški tisti, ki pristopajo, in kadar se dela z moškimi energijami, so ponavadi ženske tisti, ki odpirajo delo s temi energijami. Ker je stalno poudarjena ta potreba po sodelovanju. Danes tisto, kar velikokrat srečujemo kot moško-ženski aspekt tukaj, včasih se smejim temu, ker tudi ženska ne rabi tekmovati z moško energijo, da bi bila enakopravna. Danes tisto, kar se včasih pojmuje pod enakopravnostjo, je poskus tekmovanja na moški način, ker ni enakopravnost sama. Ko je razumevanje teh različnosti, ni potrebno po tekmovanju, ni potrebe po dokazovanju. Enostavno obstaja različnost. In v tem vidiku je to, recimo ta filozofija, ena od zanimivih ostankov nečesa, kjer ni te razdvojenosti, ni teh vplivov, ki so potem postavili više, niže, pomembnejše, manj pomembnejše. Prosto v določenem trenutku življenja je nekaj lahko pomembnejše. Je nekaj, kar je pomembnejše za takrat. Medtem, ko spet pride drug trenutek življenja, ko to ni najbolj pomembno. Naprimer, tudi če gremo v ta moški princip sedaj, ki se smatra kot uspeh, danes priznan, pride trenutek v življenju, ko človek tudi, ki ga lahko doseže na ta način, kot ga družba zahteva, občuti, da pa ni prinesel neke notranje izpolnitve. In potem smo pri iskanju recimo nečesa, kar bo uneslo sladkost, pravico do obstoja, brez dokazovanja, in smo spet v raziskovanju ženskega principa. Toliko čisto malo vložka in prispevka o ženskih arhetipih iz te ene prastare filozofije, ki je na srečo ohranjena v izvornem vidiku, v vidiku, kjer ljudje to še živijo, ni samo kot neka predaja, ampak je prosto še živeča kultura, ki se je dosti spretno izognila vplivom pretirne civilizacije. Hvala lepa.